To bo odgovor ravnatelja osnovne šole Simone Jenka v Smledniku na sklepanje šolske ministrice, kakšen da je bil medvoški župan kot učenec te šole. Postal mi je v zelo lepem spominu, ker si je enkrat zlomil nogo, ko sem ga pazil. Ampak drugače je bil pa izreden, bi rekel, recitator in igr se igral in tako naprej. Tako da je bil opazen. Učenci skupaj z mentorji so ob tej priložnosti v novem prizidku, ki od prejšnjega četrtka že služi svojemu namenu, pripravili prijeten sprejem s pesmimi, recitacijami in čestitkami za 8. marec. Kot pravi šolska ministrica, le 2 ministrici sta v aktualni vladi, je bil namen njenega obiska, da se zahvali zaposlenim za ti 2 res zahtevni leti, ki so jih z veliko odločnostjo, poguma, profesionalnosti in pa predanosti izpeljali ob resnem spopadanju s covidom, z velikim številom obolelih, tako med zaposlenimi kot tudi učenci. Kot zgledno pa je izpostavila tudi sodelovanje šole z lokalno skupnostjo. Tako da res en tak lep, vzorčen učbeniški primer šole, po kateri se lahko vse šole po naši državi zgledujejo. In zaradi tega sem res prav vesela, da smo na nek način lahko tudi v tem smislu neke infrastrukturne pomoči šoli pomagali, da je skupaj z občino lahko investirala in pa našo pomočjo v dozidavo teh prostorov, ki bodo bistveno olajšali delo in pa tudi poučevanje. Naložba v izgradnjo prizidka k osnovni šoli Simona Jenka je vredna več kot 1 100 000 evrov, dobrega pol milijona pa je prispevalo ministrstvo. V njem so urejene 3 nove matične učilnice za učence 4. in 5. razreda, s tem pa zagotovljeni prostori za kvalitetno dvooddelčno 9-letno osnovno šolo. In da mu ob tej priložnosti tako ravnatelj ne preostane drugega, kot da se zahvali za sodelovanje vsem deležnikom, od financerjev, projektantov, izvajalcev in nadzornikov. Mi smo se tedensko sestajali, tako da sem tudi jaz bil malo natekočen s temi zadevami, se ne razumem, bohe koliko ne na njih, pa vsekakor vsem tem hvala, da so tudi prisluhnili nekim našim željam in idejam, kako naj bi ta prostor izgledal. Z izgradnjo prizidka in z energetsko sanacijo šole in telovadnice pred leti je zaključen več kot 2-milijonski cikel vlaganj v to osnovno šolo. Kot je dejal ravnatelj Marko Valenčič, je to rešitev prostorske stiske za daljše obdobje. Ja, to je sicer res. Hodim pa po drugih mestih za investicijo, pa imam tudi podporo občine, recimo, da bi uporabljali sončno energijo, kar je praktično že investicija, ki se vrne tam v 10 letih. Potem bi radi iz bivšega tanka za olje naredili vodohram, kjer bi uporabljali vodo. Tudi to smo že delno naredili, ampak na to bolj nagledam kot na investicije, ki se bodo z leti povrnile. Tako da radi bi bili, bomo rekli, tudi kot stavba in tak vzorčen primer, kaj se da narediti in za okolje in ob tem seveda tudi izobraziti učence. Da je naloga ministrstva, da poleg programskih vsebin kot dober gospodar, tako kot tudi občine skrbi, da so vrtčevski in šolski prostori urejeni po normativih in da omogočajo kvalitetno delo tako zaposlenim kot otrokom oziroma učencem. V času mojega delovanja je bilo to eno od izjemno pomembnih prioritetnih usmeritev, ki sem jih dajala tako na stran vlade, torej vseh ostalih kolegov, ministrov, ki so razumeli, da je to pomembno. Prav tako pa tudi znotraj svoje ekipe, ki je res zavihala rokave, moram povedati. Mi smo naredili 126 novih investicij v vrtce, šole po celotni državi z istim številom zaposlenih ljudi na tem direktoratu za investicije, kar je res nečloveško delo, ampak so vsi bili motivirani, vedeli so, zakaj to počnemo. Tudi župan Nejc Smole je pozdravil odločitev ministrstva, da je po 10 letih ponovno izvedlo razpis za sofinansiranje investicij v vrtce in šole ob upanju, da bo tudi naslednja vlada v državnem proračunu zagotavljala sredstva v ta namen, tudi za gradnjo nove osnovne šole v Preski. To se je zdaj v tem razpisu pokazalo kot res zmagovalna kombinacija, ker
toliko objektov, kot se zdaj dela, vezanih na predšolsko in šolsko vzgojo, po mojem, da se v desetletju 2 ni. Če bi ta tempo ohranili, torej da imamo na 2-3 leta tak razpis, potem sem jaz prepričan, da lahko mi tudi z našim projektom Osnovne šole Preska en del financiranja pokrijemo tudi iz državnih sredstev. V naši maniri se bomo sicer pripravljali na najslabši scenarij, pa upali na najboljšega. Torej, finančno konstrukcijo bomo gotovo zapirali brez teh sredstev, hkrati pa upali, da v času, ko bo do izgradnje prišlo, da se vseeno pojavi ta razpis in nam mogoče olajša sam zaključek. Projekt nove osnovne šole Preska na novi lokaciji na Bonovcu je trenutno ocenjen na dobrih 11 milijonov evrov.